Dobrodošli v 22. epizodi AS podcasta. V planu je bilo, da se bomo pogovarjali o zimskem prestopnem roku, ampak ker so klubi zaenkrat zelo zadržani na zimski nogometni tržnici, se bomo pogovarjali o marsičem drugem. Med drugim tudi o tem, ali si bo Haaland z novo pogodbo lahko zagotovil eksistenco malo Beniju Šešku, premierno pa bomo tudi odgovarjali na vaša vprašanja, ki ste nam jih zaostajali. Denis Šmet, Tine Zupan, Etienne Velikonja in Nejc Vidmar se bomo pogovarjali o fuzbalu, seveda. Zdravo, Lepo pozdravljeni, fanti. Tukaj se bomo v zimskih športih, namesto v zimski tržnici, mislim, da smo v redu. Smo na varni strani. Da. Liga prvakov se začenja letos bistveno prej, kot smo bili vajeni. Spomnimo se včasih tam v času Valentinovega je bila praksa, da se je začel ta drugi del Lige prvakov, tokrat malo prej. Kakšni so občutki na nov format Lige prvakov in na to, da se bo Liga prvakov ponovno igrala tudi januarja? Tine? Moram reči, da sem bil jaz kot veteran, tradicionalist, skeptičen do tega novega sistema, ampak je kar zlezel pod kožo. Se mi zdi ok, da je ti sratal kar nekako res dolgočasno. Zdaj, a je ta format idealen, verjetno noben ni, ampak zdi se mi, da ta random variacija nekih tekem, da na koncu izpade kar zanimivo. V bistvu imaš milijardo enih tekem vsak dan, ki so lahko ekstra interesantne, klubom se realno še večini vsem za neki gre. Ne ponavljajo se tiste tekme, en krog pa pol, naslednji krog se samo obrne, ki je bilo super dolgočasno že. Posebej tretja, četrta. Ja, to. Grozno. In dvakrat tiste tekme v 14 dneh. Tako da na koncu lahko rečemo mea culpa, se pravi, zadeva se bi zdi dobro išla, lepo razvija. Ajde, to, da je to podaljšano bivanje v januar, a je to čisto ekstra posrečeno ali ne, se pravi, vemo še nove tekme, da ne bomo te teme pogrevali, ki jo vedno pogovarjamo. Tle je pač mogoče moja neka edina dilema, drugače pa mislim, da je odločitev, kar na koncu se je izkazala za dobro. Pa ni bil še enkrat, včasih je bil en sistem, ki so pa še enkrat skupino imela, ni me? Je bilo Zvezda prvak, takrat so igrali. Sta bile dve skupini, torej si šel iz grupe, mislim, da so bile tudi tako dvojne skupine, to se še spomnim, stara. Meni se ful dobro zdi... Ama to rokomet nekaj tudi tako foro, ne? Ja, to ima tudi on, ampak drugače vem, da v fuzbolu je bilo nekaj časa, si imel pa tudi drugi del, ta že izločilni dvoboj, oziroma tako je bilo, so bile tudi grupe, če se prosim. Je bilo. Ena grupa, druga grupa. Tako, meni se ful dobro zdi to, da praktično ta sistem, da vsi igrajo z vsakim, mislim, vsi vsakim, da so mešane, da imaš toliko različnih tekmecev in da je naš Aleksander Čeferin nekako dobro uspel se zdilati s to Superligo. Ni popustil, mal je prišel nasproti, popestril to tekmovanje, ampak mogoče bomo že videli prve žrtve, Paris Saint-Germain, Manchester City, slabo jim kaže, da se bojo počeli medsebojno, pa lahko pričakujemo, da se ne bo kateri od teh velikanov uvrstil v ta repasaž, kako to veslači rečejo lepo. Ja, pa verjetno lih to je najboljši del tega novega sistema, da do konca praktično ti ne veš, kdo bo, kdo ne bo, ekipe tudi nekako ne morejo spočiti svoje ekipe, morajo biti tekmovalni do konca in kar hitro pol dobiš te velike ekipe, ki so slabo štartali v Ligo prvakov, ki tekmujejo na vseh frontah in marsikateri se lahko zalomi, Zdaj, verjetno Real bo brez problema na koncu šel skozi, ampak recimo Paris pa recimo je kar neki taki situaciji, kjer lahko kot nek velikan, sploh glede na to, koliko vlaga v nogomet, da ostane brez nadaljnih bojev v Ligi prvakov, je kar velika katastrofa za take klube. Je pa sistem po mojem generalno bil tako narejen, da se to ne bi smelo dogajati. Se pravi, v bistvu imaš ful možnosti, da napreduješ. Pač kapitalu je jasno v interesu, da največji klubi napredujejo, ne da gledajo Slovan Bratislava Kopenhagen v osmini finala, kapitalu govorim, ne načeloma fuzbal fanom. Tako da se mi zdi, da itak vsi te sistemi grejo tako, milijardo ekip na Euro, noben dober ne more kiksant, milijardo se jih lahko vrsti čez Ligo narodov, se pravi, vsi lahko pridejo skozi, milijarda jih gre zdaj na svetovno prvenstvo, ker sploh noben se ne sanja, kakšen bo ta sistem 2026, se pravi, mislim, da je to neka taka regulacija, da
da ti dejansko zelo, zelo redko zgubiš te, ki so najbolj nekako interesantni, pa gledani seveda prek televizije in tako naprej. Ne. Zdaj, ki se bo odvil žreb, če si športni direktor X kluba v Ligi prvakov, koga bi se na vsak način želel izogniti v izločilnih bojih? Dobro vprašanje. Si tu čez golman lahko isto meni, ne rabiš športni direktor. Mislim, ja, v vsakem meru, ja, ne moramo mimo Reala, vemo kako je, Liverpool v izjemni formi. Ja, recimo teh dveh ekip, recimo po formi, definitivno Liverpoola. Bayern? Ja, tudi neugodna ekipa, ampak tako, recimo na prvo žogo bi rekel te dve, kajti Real vemo, da ni kriv, ni dolžen, še vedno praktično v španskem prvenstvu na vrhu. Ja, tako je. Ja, realno Barcelona se znese nad njimi na teh derbijih, potem pa kiksa. Da prije Getafe, teže Getafe. Ja, pa Leganes, pa take, ne. Leganes, ampak okej. Mislim, da to bi bile dve ekipe, recimo, ki bi jih na prvo žogo se veš, pa začneš gledati, pa ne bi tega, pa ne bi unga, pa ne bi tretjega, ampak ja, glede na zgodovino in trenutno formo, definitivno Liverpool je ena ekipa, ki je lahko daleč, pa ja, Real. Moja dva tiha favorita sta Inter in Atletico Madrid, kot eno zaradi forme, normalno v svojih prvenstvih, in kot drugo, to so muškarčine, to so resni odrasli fantje in mislim, da ravno iz tega vidika dveh tekem doma in v gosteh, da če se te fantje odločijo, da bo nekoga zaustavili na takšen in drugačen način, ga bodo zaustavili. Mislim, da v teh izločilnih bojih bo prišlo to še toliko bolj do izraza. Na teh tekmah, kjer se je igralo na eno tekmo, ta sistem lestvice, lahko pride do nekih presenečenj, ampak tam na dveh tekmah pa mislim, da bodo šle tiste boljše ekipe naprej praktično iz vsakega para, ker na dveh tekmah prepraviti presenečenje, sploh v gosteh, ko bo treba priti v Milan, ko bo treba priti v Madrid, bo pa ravno to bi si rekel, meni se je dopadel Inter, mislim, da je Inter letos Arsenala premagal v Milanu. Meni se je dopadel, vsi smo govorili o teh famoznih kotih, kako so se oni pristopili na italijanski način, kako so provocirali zadeve, kako so v določenem momentu Lautaro prijel Gabriela, mislim, tako pač take stvari, ampak to je bilo tako pač na meji kartona, na meji incidenta, ampak to so Italijani, vse bojo naredili, da bojo preprečali te stvari, tisto, kar bo najmočnejše od Arsenala, ne, recimo, in jim je rata konec koncev. Tako da, tle bi se kar strinjal, da Inter zna biti tisti, kar teren v peti, taki detajli znajo odločiti v dveh tekmah. Mislim, da to res ne, kar si rekel, najbolj moraš gledati, katero ekipo je najtežje odločiti na dve tekme. Ne. Jaz bi tle vseeno še mogoče razmišljal o neki vlogi Manchester Cityja, ne, v Ligi prvakov, glede na to, da zdaj zaznavamo nek trend, da se mogoče sestavljajo, da imajo, kot kaže, zelo velike plane na tem januarskem prestopnem roku, se zdi, da bodo najbolj aktivni od mogoče celo vseh ekip v Evropi in da verjetno liga je izgubljena, ne, še vedno, teorija igra, ampak realnost je taka in ti lahko tudi ta fokus na Ligo prvakov mogoče v tem smislu nekako pomaga in vrsti ven na dve tekmi, če je približen, resen, pa pravi, ena najtežjih nalog. Ne. In to je istočasno hkrati oteževalna okoliščina za Liverpool, za Inter in za Atletico Madrid. Se pravi, vsi so v vrhu in vsi imajo priložnost osvojiti ligo. In jaz mislim, da bo aprila, da bodo prišli vsi trenerji teh omenjenih treh klubov v situacijo, ko bodo morali nekaj žrtvovati. Ali bo to pokal, to ga verjetno, ne vem, nekateri bodo, bo je pa tukaj liga ali pa četrtfinale Lige prvakov, ne, ko bo tukaj bo zelo, zelo težko in tudi iz tega vidika je za moje pojme ključno, da Liverpool ohranja to prednost, da bodo lahko, ne vem, imeli +7 v aprilu in bodo lahko rekli, danes proti, ne vem, Evertonu ali pa Ipswichu bomo pa šli pa z rezervno postavo, ker imamo pa pol v četrtfinalu neugodne Atletico. Je pa res, ne, da kar pa se v fuzbolu je vedno tako, ne.
če pa ti gledaš, kaj se je najbolj smatralo kot hibo za Paris Saint-Germain pa za Bayern, ne, zadnja leta je pa vedno to, da ligo zmagajo marca, ne, in da pol niso v nekem tekmovalnem fokusu. Konc, ne. Vse to je podobna fora una, veš, imaš enega defenzivnega trenerja, pa ki nima rezultatov, rečeš, moramo zdaj bolj napadati, ne, pripeleš enega, ki igra čisto drugače napada, pa že preveč golov dobimo, ne. Vedno je neka argumentacija drugačna. Verjetno je neka srednja pot, ne, najlažja, ali kva, sej težko biti pameten, ker prideš v je pa res, da se mi zdi, da te šampionske ekipe imajo ta neverjeten fokus, ko pridejo tam v april, maj, ne, in v bistvu tako, kot je Guardiola tu skozi govoril, ne, da take ekipe rabijo da so non-stop v neki tenziji, pa da igraš na par dni, ne, se to 2 meseca lahko zdržiš, ne, da če to celo sezono, je pa to bistveno težje, ne. Eti, DNK Real Madrida in ta zgodba z Ligo prvakov. Barcelona 2-krat razbila Real Madrid letos v La Ligi, v Superpokalu in zdaj teoretično, da ga dobi v četrtfinalu Lige prvakov. Dobro, jaz mislim, da Real je imel kar nekaj težav tudi zaradi poškodb. Je pa res, da Barcelona je igrala nenormalno dobro. Ne. Zdaj, Barca ima mlado ekipo in težko drži, se mi zdi, neko raven skozi celo sezono. Real pa mi deluje, da nekako stopnjuje to neko formo, tudi ta napad z Mbappéjem zdaj je rabo nekaj časa, zdaj kar naenkrat so vse te kritike so nekako potihnile, ne, pa kar naenkrat Mbappé spet dober, ne, kljub temu, da 14 dni nazaj ni bil, ne, ampak ja, na koncu dneva on še vedno zabija, se pravi, da napad deluje dobro, Vinicius, tako kot je individualna kvaliteta nenormalna, se pravi, za naprej imaš tudi Bellingham, problem je mogoče defenzivni del pri Realu, To je dejstvo. s temi poškodbami. To je dejstvo. Lucas Vázquez v zadnjem času v defenzivnih nalogah zelo slab, večina golov pade po tej strani. Neke prave alternative nekako nimajo trenutno, verjetno bojo oziroma jo bodo morali iskati Koga? nekje drugje. Koga naj Real Madrid pripelje na mesto desnega bočnega branilca, ker Vázquez, sorry, s to formo, ki jo kaže, ne more igrati slovenske lige. Vse imaš Trenta, ne. Trent je padel na ulici. Mislim, fora je samo v tem, da pač ti verjetno, kakor jaz razumem, oni so hoteli januarja nekaj vzeti, ampak dejansko pa iščejo neko dolgoročno alternativo za Carvajala, ne. Se pravi, ali boš ti pač tega pol leta potrpel, pa neki krpu, ne, na ta način, ali pa štoparja desno, ali pa Valverde je že igral tudi, znal igral to levo desno. Vse v končni fazi pri Barceloni Condé, zdaj to igra že leta in leta, ne. Pa je bil prej skozi štopar, pa so pač mu najdel. Ampak nimajo niti štoparja, da ga lahko daš na desnega beka. Ja, vem, problem, ampak problem so predvsem, veš kako, ti vedno gradiš obrambo tako, ne, 4 štoparje, ne boš jih imel 5, ne. In zdaj en ti odpade, 2 ti odpade, vse imajo to vsi klubi probleme, ne. Zdaj ti ne moreš imeti spet toliko igračev, da boš vse neke take stvari preživel, kot se jim trenutno dogaja. Nekdo bi lahko predvidel neko poškodbo Carvajala, če si ti planiral neko dolgoročno menjavo v temu, recimo vedel si že poleti, da ima Trent to situacijo s pogodbo, ne. Oni so pa v zadnjih letih doktorirali z tega, da igralce takega ranga dobijo džabe, ne. Kar se mi zdi, da se tudi mogoče premika v nek smislu tega, isto kot Mbappé, mogoče največji primer tega, ne, od tega nekega generalnega player powerja v fuzbalu, da vidimo vse več teh velikih, ni več teh 100 milijonski prestopi, se mi zdi, so v zadnjih letih kar malo se umirili, ne, in zdaj vidimo vse več teh velikih prestopov, kot na nek način v ameriških športih, da igrač čaka na konc pogodbe, ne. In jasno, to prinese njemu gigantsko nagrado plačila, ko podpišeš in tako naprej. Tako da mislim, da je tle bolj Real se mi zdi, da v zadnjih letih res ni brzo pleto nekaj kupoval, ne. Se pravi, verjetno gre za neko dolgoročno planiranje, ker ti dejansko Carvajala moraš nadomestiti z velikim igračem na tej poziciji za dolgoročno, ne. In zdaj jaz mislim, da je pač ta ideja z Aleksandrom Arnoldom pač zelo realna zgleda, ne. Ampak zakaj? Zato, ker je Trent res veliko ime, ampak vemo, da Carvajal je v osnovi bil branilec. Ja. In Real potrebuje stabilno zadnjo linijo, da lahko potem oni trije fantazisti v spredi tudi stojijo v spredi pa čakajo svojo žogo. Jaz ne vidim, da bi Trent Alexander-Arnold lahko zaprl Rodriga tako, da bi ta stran bila neprebojna, ker ni.
ker ima Konate težave z njim v Liverpoolu, ker je odigral grozovito tekmo proti Unitedu. Zakaj bi se pa on zdaj v Realu izboljšal v fazi defenzive? Mislim, da pač pri njemu imaš itak vedno ta balans, da iščeš. Ne? On je tako dober v teh ostalih stvarih, v čemer je res pač, jaz mislim, da več kot generacijski talent. Pa da v drugi stvari pač neke stvari, ki jih nima sprejmaš. Ne. Ali imaš pa pač igrača v temu, ki ful dobro podela defenzivo, ti pa Gordnič ne bo dal. Jaz pa mislim, da taki pač v Realu vseeno ne morejo funkcionirati. Ne. Da je ta mogoče slog igre Trenta Alexandra-Arnolda celo mogoče bolj primeren celo za španski fuzbal. To vprašanje bo pa ostalo kjerkoli bo igral. Pa tudi v končni fazi je tako, da se mi zdi, da pri teh bekih je itak vedno tako. Ne? To boš ti tudi vedel dobro. Ali imaš to, ali imaš pa uno. Ne? Zelo težko ti najdeš kombinacijo nekoga. Recimo zame je najboljši desni branilec ali pa kar branilec boljši na svetu Hakimi trenutno. Ne? In Hakimi ima oboje. Ne? Hakimi je nerealen v atletskih sposobnostih, gor dela. On je dejansko igrač, ki ga je Real Madrid ustvaril. To, lih prej sem hotel. Ampak ja, samo v Realu moraš tudi znati kot branilec igrati 1-1, kar mogoče na 30 metrih. Ja, na velikem prostoru. Tukaj znam je to velike probleme v Realu, ne? Ker če gledaš, kako dobija Real gole iz nekih izgubljenih žog, ko se cela ekipa se nekako ne vrača, ne? Te zvezdniki ostajajo gor. In zdaj obramba mora to reševati. 1-1, 2-1, celo višek, ko imajo, pač morajo reševati. Ne? In na velikem prostoru tle se mi zdi, da znam imeti Trent kar probleme. Tako da dobro si zastavil to, je pa res, ne, da v Realu rabiš igralce, ki so zanimivi tudi za prodajo dresov, ki so nekako imena. Zdaj pa takega najst. Ni enostavno, glede na to, da vemo, da, kot si rekel, Realu v zadnjih letih res ne zapravlja na veliko več, kar nekaj je prepeljal igralcev brez odškodnino ali pa investiral v zelo mlade igralce, kateri so potem se razvili v neke zvezde. Ne. Tebe sem želel to vprašati danes. Na Facebooku sem zasledil eno zanimivo špekulacijo, o kateri se sploh ne govori. Moje mnenje je, da Real Madrid v zgornjem delu potrebuje levičarja. In če ti jaz zdaj dam zate ponudbo, da... Kaj, da jaz grem? Žal ne. Štartam zdaj. Za katerega igralca od trojice Vinicius, Rodrigo in Mbappé bi bil pripravljen žrtvovati za Salaha? Pa ne bi skoraj nobenega, glede na njihovo mladost. Ne. Je pa res, da Salah trenutno je, po mojem, kar v taki formi, ko je najboljši igralec na svetu v tem trenutku, ampak glede na njihovo starost ne bi nobenega. Se pravi, bi obdržal to trojico? Bi obdržal to trojko, ja. Bi pa obdržal to trojko, ja. Nec? Mislim, ja, tle imaš realno, je res pametno razmišljanje glede na mladost. Pa v tem momentu Salah, ne vem, res mogoče namest, ne vem, Rodriga, mogoče, ampak če pa gledaš na daljši rok, pa ja, ostaneš v isti zasedbi, kajti to so vse fantje še niso niti blizu v bistvu 30. In ima osnovo, ne, drugače pa, ja, Salah igra res izjemne formi, pa bomo videli, kaj bo poleti z njim. To je še vprašanje. Ti boš vedno Rodriga vrgel zvan iz te trojke, ne, to nam je jasno. Ja, recimo, to je logično. jaz mislim, da že iz vidika... Ti moš tudi tle razmišljati, kako se dolgoročno v naslednjih 2 sezonah dela nek plat za Endrika. Ne? Ja. A veš, zdaj ti tudi ne bo, zdaj ok, če ti pripeljaš nekoga toliko starega kot je Salah, jaz mislim, da to itak ni realno. Jaz mislim, da Salah, če ne bo ostal v Liverpoolu, vprašanje, če bo še igral v Evropi, je seveda to zelo težko ocenjevati, ker ne vemo, kaj se dogaja v njegovi glavi, ampak jaz mislim, da pač ta Endrik bo z vsako sezono mogel igrati več minut. Letos je skozi ta razprava igra premalo levo, desno. Jaz mislim, da naslednjo sezono spet mora v tem smislu narediti korak naprej in vedno bo verjeten Madrid imel tukaj, glede na to, kar je ti rekel, na ta influx teh top mladih talentov v zadnjih letih, bo vedno imel tle neki, da mu prihaja
prihaja lahko iz ozadja, v končni fazi tle Arda Güler tudi, ne, ki je čen levičar in onda te levičare, ki so v realu, kar ignoriraš v tej svoji teoriji, ne. To so fantje, ki so vesoljski talenti, ne. In zdaj na kakšen način jih boš ti lahko približil si na nek način na to v zadnjih letih velik uspeh z Viniciusom in z Rodrigom, ki sta tudi prišla kot velika talenta. No, absolutno, pa Mbappé tudi, ne. Ampak ta situacija z Rodrigom, ne, on je dejstvo, da je on fantastičen levo krilni igralec, kjer sta Vinicius in ko gre ven Mbappé. Se pravi, koliko časa bo še on trpel tam na tistem desnem krilu, zato da je lahko on član Real Madrida. Tako kot je Pedro v Barceloni, ne, v starih dobrih časih. Ne. Nekaj časa ti je filo, verjetno ne. Zdaj, dokler ne bo imel želje biti mogoče glavni, ker zdaj ni glavni, je daleč od glavnega. Absolutno. In tukaj se odpira lahko mogoče možnost, če se lahko gre iz Liverpoola, če bo Liverpool pripravljen kaj investirati, ampak ne verjamem pa, da bo Real bil pripravljen mogoče ga prodati v tem trenutku. Tako da mogoče samo njegova želja, da je najboljši na svetu, ker pač v Realu, tudi če bo najboljši v ekipi, da bo največ, ni tako ime in ne bojo nič prilagajali njemu. Ne. Pomlajuje pa tudi svojo zasedbo Pep Guardiola, Tine. Kdo so te nove ukrepitve in koga bodo zamenjale? Nima koga zamenjati, ker so vsi poškodovani. Zanimivo, jaz moram reči, da fascinanten prestopni rok, to je tudi nekako neko javno priznanje tega, da City zadnji recimo 2 prestopna roka ni dovolj mogoče osvežil ekipe, da je mogoče obstala neka prevelika zvestoba do teh igralcev, ki so ogromno osvojili. Se vedno je ta problem, kdaj to prerežeš, ne? Kdaj se odločiš za to, da boš zamenjal neko zelo uspešno zadevo, ki funkcionira. Jaz mislim, da je City v končni fazi to smo se že dostikrat pogovarjali, celo ekipo zgradil na ta način. Ne. Noben iz teh igralcev, ki so tudi to breme največje nosili, ni prihajal iz Reala, Barcelone, dobro, Gundogan zdaj drugačen primer, ampak načeloma so to bili vsi neki igralci, ki so bili v nekem vzponu svoje kariere. In je vedno pač to, da so oni to še nadgradili, mogoče tudi do nekih višav, ki niso bile niti predvidene in slutene, gre za to, koliko je tam dober coaching, ne? Kakšen trener je Guardiola, na kakšen način, zdaj pa kako se te igralci odzivajo, kako se ne odzivajo, to je pa druga faza tega razvoja, ampak mislim, da en Marmuš, glede na igre pri Frankfurtu letos, glede na super kombinacijo asistenc in golov, je nek igralec, ki mislim, da ga lahko, če se bo dobro odzival, če bo se vklopil v ta taktičen sistem njihov, da je lahko velika zvezda tudi v Angliji, da je ta Uzbekistan ena zelo zanimiva odločitev, relativno majhna perioda na resnem nivoju fuzbala, če sem lahko malo nesramen. Ampak tudi po nekih karakteristikah modern igrač, dober na žogi, ekstra atletski. In to vse nekako se mi zdi na nek način nadaljevanje vsega tega dobrega, kar je City delal, pa tudi pomaga seveda to, da je Guardiola podaljšal pogodbo, da so te igralci lahko pridejo še vseeno malo zagotovljeno neko periodo dela z njim in je to tudi nek mehak prehod, mogoče tudi neko naslednjo ero, da se zdaj začne postavljati neko počasno novo moštvo. Tako da City nikoli ni bil toliko aktiven januarja, tako da to je res dokaz tega, v kakšni situaciji so se znajdeli. Če bi jaz eno leto nazaj na neki divji azijski stavnici oplačal 100 evrov, da bo nekoč nekdaj Uzbekistanec podpisal za Manchester City, za koliko bi jaz teh mojih 100 evrov plemenitil? Kdo je največji stavničar tle? Jaz nisem 2 listka opisal v življenju, tako da jaz težko komentiram to. Jaz težko, ampak mislim, da je kar... Bil bi bogat človek, po moje, no? Bi kar, ne? Kar zaslužil. Bi kot nove štumfe, recimo. Frutirasti v štecino so, ja, okej. Ne moremo mimo Manchester Uniteda. Koliko... Če smo že v Manchesteru. Če smo že v Manchesteru. Koliko milijard bi pa še rdeči vragi potrebovali, da ukrepijo svoje moštvo, ki bi se ne bi borilo za obstanek, ampak mogoče za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja. Eno vprašanje za vas tri, ki ste iz tega konteksta, kar je rekel Amorim zdaj na zadnji tekmi, da se morajo zavedati, da je to mogoče najslabši Manchester United v zgodovini. Kako se ti počutiš kot igrač, če trener to javno reče? Kako razumete to izjavo? A je to
premišljena izjava ali je to posledica neke erupcije nervoze? Kaj se dogaja? Vice mu, da je, vemo, kako na kakšna vrata je prišel, kakšen je bil na začetku, se je on še vedno deluje tak energetičen oziroma energičen, pardon, se pričem. No ja, je vice mu, da mu počas da mineva to obdobje in ni videti dobro. In pač ja, ko pa slišiš, ko v javnost pride taka stvar kot igralec, ni prijetno. Zdaj, kakšno reakcijo bo on sprožil v teh igralcih, je spet druga stvar. Je po eni strani Rashford, da si je že odstranil, zdaj išče tisto svojo ekipo in kot igralec zelo moraš biti kar trdo kožo, da take stvari poješ, ampak jaz mislim, da on to vse hoče nek šok za ekipo narediti, nekako dvigant to ekipo, da se zavejo, zdaj je pa res hudo, ne? Da United res ni bil nikoli praktično v taki godli in ni pa dobro slišati take. Jaz pač, nažalost, sem bil tudi v takih periodah, pač v tle, ki sem bil, so to res najslabši občutek, težko ti je trenirati vse te... A pa rabiš tudi takrat podporo trenerja ali trdo roko? Ali vsak Dobro, različen? United ima podporo, Ten Haga ves čas je zagovarjal igralce na vsaki konferenci koliko časa. Porabo je 700 milijonov, nič se ni spremenilo. Verjetno je videl, da je pač da te fanti določeni nekako ne dajo, ni neke reakcije pri njih, ali pa pač preprosto nima dovolj kvalitete. Ne? Ali boš ti zamenil igrače ali pa oni zamenili tebe, ne? Verjetno. To je, mislim, vsi trenerji odvisen od igralcev. Ja, seveda. Ne? Vse prijeme so v Manchesteru že potrošili. Kaj jim še ostane? Zdaj naslednji je najgori na svetu ste. Se pravi, to je zdaj še zadnja a se bojo zdaj mogoče trznali? Ne vem, jaz ne vem, meni je v tej zgodbi samo najbolj žal Amada Dialloja, ker to je izvenserijski talent. Kjerkoli drugje bi bil, bi bil mogoče celo kot Lamine Yamal. Se pravi, da ti proti Southamptonu 80 minut tebe Southampton s 6 pikami gazi in ti igra Amad Diallo na desnem beku in ga samo za 10 minut postaviš višje na mrtvega Antonija in ti mali da hat-trick. V kakšnem igralcu se mi pogovarjamo? In kakšen bi to igralec bil, če bi imel ob sebi normalne ofenzivne igralce? Mislim, jaz imam o njem tako visoko mnenje, da če on pride na mesto Salaha v Liverpool, pa no se zavem, z tega ne more zgoditi, ampak da bi ta Liverpool naprej funkcioniral. Če pa tebi Zirk prva špica, pa Antoni prihaja noter, fantje moji, jaz da sem športni direktor Radomelj, pa da mi ponudijo Antonija, pa jebem, ne vem, jaz ga ne bi vzel. To je grozno. In zaveda se Amorim tega. Odrezal je Casemira, Eriksen ne more igrati tukaj, nima levega beka. To je tako žalostno, da je Maguire svetla točka tega. Je pa res, da zdaj si pa že 3 mesece tle, ne? To je vse slabše. Nisi zdaj ti naredil nadgradnje na Ten Haga, ampak je zadeva še slabša, ne? In se lahko sprašuješ, ali zdaj Amorim naslednji perspektiven, dober trener, ko ga bo ti rekel, ko ga bo ta United požaril, ne? Ker to tudi v nedogled, on je najprej, ne, zdaj ta izjava zadnja, se pravi, da smo najslabša ekipa, kar ni res, Manchester United leta 75 izpadel iz lige, mogoče lahko misliš v času Premier lige, če se primaš teh floskul, da se je fuzbal v Angliji začel leta 92, kar je pač nesmisel, ampak on je že začel decembra govoriti, da pač ja, realno smo v boju za obstank, ne. In ni mogoče prva stvar, da je grozen, da nekdo, ki vodi Manchester United, to reče, druga stvar je pa, da je še bolj grozen to, da pač vsi rečejo, pa začnejo preračunavati, razumeš, ne, da je to pač realna izjava, ne, točkovno, ne. In tle zdaj, ne vem, na kakšen način on mislim prebujati to, ki je prej bil non-stop problem to, da niso mogli trenirati. Jasno, on je prišel veliko v enem času, ko se igrajo 2 tekmi na teden, niso mogli trenirati. Zdaj na zadnji že rekel, da ni to problem, da ne morejo trenirati. Ne? In zdaj si ti v situaciji, ko čakaš, da prodaš Rashforda, da prodaš Garnača, da dobiš nek denar, ampak koga boš pa pripeljal? Ti si prej rekel, peš gremo v Real Madrid, normalno. Bi šel v Manchester?
A ti zdaj, da si Dobro, mlad, bi. perspektiven igralec? A bi zdaj malo poškodovan. A bi šel ti v meni? Nič bilo mi, zdravo koleno. vse v redu, ne, vse ok, to je vse Ne, ok. samo če pogledaš, Ten Hag, kaj on naredil iz te ekipe, ne vem, Solskjaer, ki je bil prej, pa vseh 11 je bilo boljših igralcev, kot jih je zdaj. Ti več kot toliko z to ekipo, po mojem, niti je nemogoče karkoli narediti. In meni se zdi kar logično, da je to pač to neka logična posledica, te rezultati. To je ta aura Ten Haga. Ne? Zdaj, Amorim še slabši, kot je bil Ten Hag, ampak je toliko slab zaradi Ten Haga. Ne, ampak ne, on je to podedoval, zdaj te igralci. Ampak tudi ta izgovor se pravi limitirani, verjetno z razlogom lahko to rekel, ne, da on pač verjetno ta sistem s temi igralci preprosto ne more igrati, saj po rezultatih sodeč je vidno. Samo on tudi ne odstopa od svojega. Se pravi, da tukaj bo prišlo do po mojem, veliko sprememb, kar pač... In po spet, ne. Oktobra 3 izgubiš, ne. In reče, to nič ne valja. Jaz mislim, da je to, kar ti govoriš, v bistvu problem tega, kako je United delal to nasledstvo. Ne. Že takrat so bila ta vprašanja, a je zdaj pametno, da ti pripelješ Amorima, ki vemo, kako igra. Igra se je bila čisto drugače. Ti imaš ekipo sestavljeno za en sistem. Jaz sicer moram reči, še vedno ne vidim toliko problema, da te igrači ne bi mogli tega sistema igrati. V končni fazi to je 11 reprezentantov. Oni si igrajo za reprezentance svoje, razumeš? Mi zdaj tle pogovarjamo, da so ljudje ne znajo hoditi. Ne. Se pravi, v bistvu zadeve so toliko nelogične, da jih načeloma sploh doben več ne zna razložiti, kako točno je to možno. Verjetna kombinacija tega, kakšna je to dejanska kvaliteta, se pravi, United je preplačil in slabo ocenil potencial nekaterih teh igralcev, kakšna je zdaj to grupa, ki lahko funkcionira, če je zdaj tudi v tej slačilnici polno enih igralcev, ki bi raj šli, ki se jim ni tle, ki so malo na meji, ki je ta malo odpiku, je to seveda katastrofalna klima, ne? Ker jasno ti ne moreš imeti nekega fokusa, da nekaj delaš. On govori, da so najslabša ekipa v zgodovini kluba. Mislim, to je tak džumbus, da to je res džumbus. Razloži, če si pameten. Ne? Pa še veličina kluba. Ne? To jim ne gre na roko. To je pa največji problem. To jaz mislim, da je tle pač zdaj, da to preslikaš na nek drug stadion, na neko drugo, da je to neka... Southampton. Ja. Jaz mislim, da bi tam bilo manj problemov, pač ampak je tle veličina kluba se vidiš. Vsakič, ko dobijo gol, kaj pokaže Fergija na tribuni. In to je spomin na veličastne čase, evo ti zdaj realnost, jebemo. In to je tisto, kar si tudi hočeš nočeš tudi kot igralec. Ko priješ tja, vidiš to, se sprehodiš tam, vidiš, kaj je tle, se je bilo, gledal si to po televiziji in zdaj si ti tam označijo te, da si najslabša zgodovina, mislim, najslabša ekipa v zgodovini. Zdaj pa ti, mislim, vsakeč, ko stopaš gor, jaz mislim, da tem igralcem je zelo, zelo težko in imajo kar par kil več vsak gor. Težko. Jaz še zmeri vsako tekmo, ko spremljam United, sem fasciniran nad njihovimi navijači, kako so tolerantni. Pa znano tam, da se to dogaja nekje, ne vem, jug Italije, Balkan, v Madridu bi jih izvižgali, ampak da se to nekje na naših prostorih dogaja, tak kolaps, Antoni bi bil pogrešan. Njega bi iskali, ker to bi bilo grozno. Oni pa oni Azici prijo tam s fotoaparati in sam ploskajo. Nisem to, ne. Tam je načeloma znano, da so navijači zelo naklonjeni svojim ljudem in da pač ustrajajo. Ne. Težko, zdaj pa... Ampak do neke meje. Ja, vem, ampak se ta meja je že davno zginila. Zdaj sploh več ne veš, kaj lahko... Mislim, tudi če se zdaj zgodi neko vse splošno vstajenje, pa ljudje začnejo razbijati po stadionu, ok, boljš, ne, sej, ne vem, kot da se je nekako celo vesolje Manchester United sprijaznilo s tem, da je to pač zdaj trenutno realno stanje, ne, kar je res mogoče najnižja psihološka točka, ki jo lahko kot tok velik klub dosežeš. Ne. Ne bomo rešili Uniteda. Ne. Tudi v tej epizodi, ne, žal. Poskus, 365,000. Tiši kuči propalo. Eti, je Benjamin Šeško kompleten napadalec v tem trenutku? Ima kar nekaj prostora še za napredek. V katerih segmentih? Pa vsemu se lahko izboljša, predvsem mogoče v temu teh nekih dolgih žogah, katere zadrži v realizaciji sami.
verjetno to bo prišlo tudi z izkušnjami, to je, se mi zdi, zadnjič Elvis odlično opisal, da je izredno mlad, ima neverjetno kvaliteto, ampak da mu manjkajo te izkušnje, ta neka mirnost pred golom v zadnjih tekmah v odlični formi zabil, ampak kljub temu je imel kar neki priložnost, ko je prišel na podoben način kot na Evropskem prvenstvu proti Portugalski, sam pred vratarja, ampak to bo prišlo z izkušnjami. Definitivno, ko bo prišel v Premier Ligo, bo tukaj verjetno odigral svoje tudi tempo, se pravi, časa za nek počitek ne bo, že same tekme ena za drugo, recimo, če bo šel v Premier Ligo. Ne. Ampak ja, prostora ima ogromno, ima pa isto toliko tudi potencijala. Ja, če gre nekako po neki mirni, zastavljeni poti, kjer se dviguje sezone v sezono, v bistvu letos nadgrajuje vse, kar je dosegel do zdaj. Heineken se strinja z mano. A pa ti je čas potekel. Verjetno res za njega samo ne bo meja in upam, da bo šel čim više. Pa recimo, Tine, da bo šel v Arsenal, recimo. Kakšne pasti bi čakale v Arsenalu Benija Šeška, kar se tiče samega nekega razvoja, pa predpostavimo še to, da bi bil edini pravi napadalec v četi Mikel Arteta. Pa jaz mislim, da to ne bi zdaj nujno garantirali nečesa. Jaz vidim pri njemu nek problem, kar je verjetno zikar povezano tudi z mladostjo, lahko pa da dolgoročno tudi ni, je to, da on ni nek konstanten strelec, ne. Njemu se dogajajo to v nekih valovih, da zabija ne vem koliko golov, pa spet nekaj časa je kar v neki krizi, lani je bil nekaj časa kar na klopi, ne. Zdaj, njegove karakteristike jasno so brutalne, ne, in tudi gledamo pač centralne špice po svetu, jasno, to je, najbolj se išče, ni jih velik, nekih teh, ki so elitni talenti, je pač relativno mal. Zdaj, je pa tudi ta slog Arsenala rad v tem trenutku zelo specifičen, jaz sicer ne bi podcenjeval možnosti Artete, da se prilagaja novim igralcem, vidimo tudi, kako se je spremenil v teh 5 letih v Arsenalu od tistega začetnega nekega guardiolizma do te neke zdaj čist drugačne kontrole tekme, ekstremna fizika v ekipi, ki zgleda, kot da basket igrajo in tako naprej. In tle je ta vloga centralne špice zelo specifična, ne, v tem njegovem razmišljanju, da to v bistvu ti imaš tudi tam situacijo, kjer imaš enega Sako, ki je načeloma neka, to bi rekel, preslikava vloge Salaha v Liverpoolu. Se pravi, on si vzame milijardo žog, on je in asistent, in šuter, in vse te stvari. In mi moramo razumeti, da ta bogi Havertz, ne, ki je pač na koncu nek strelski vod za vse njihove probleme, požre tle veliko nekih stvari za te druge. Ne. Se to v bistvu sistem je nastavljen, jaz mislim, za to, da bo te bočni igralci dajali več golov. Ne. Tle je mogoče večji problemov celo v Martinelliju v njegovi formi zadnjih let in tako naprej. In da se Šeškom ali pa neko drugo pravo centralno špico, kar vidimo, da se Arteta evidentno otepa, da bi tazga igralca že toliko let pripeljal, da se zgleda cel sistem nekako mora spremeniti. Ne. Identično debato smo imeli v Cityju, preden je Haaland podpisal za City. Ja, in jo še vedno imamo, ne. Se še vedno sprašujemo, a je dejansko. Oni so Haalanda dobili in so dobili Ligo prvakov z njim, ne. Ampak generalno gledano so se takrat začeli podirati. Zakaj? Je lahko neka teorija. Zaradi Rodrija, ne. Zato, ker če si imel Rodrija, si lahko načeloma igral z 10 plus Haaland, ne. Ker Haaland ne participira v 1000 stvareh, ki so bile fundamentalne za Cityjevo igro. Ne. In zdaj ti, če imaš Rodrija in lahko kontroliraš predvsem tranzicijo nasprotnika in imaš neko čisto drugačno kontrolo nad igro, ti lažje Haalanda nosiš s sabo. Z odhodom Rodrija se je tudi Haalandova vloga spremenila, ker so vezni bistveno drugačni in težje te stvari kontrolirajo in je seveda to breme, da Haaland ne sodeluje v polno taktičnih stvarih v igri brez žoge, je ratal ekstremno, ne, veliko. Tako da ti vedno nekaj daš, pa nekaj izgubiš, ne. In zanj sem videl sicer neko šalo na socialnih omrežjih, ki je bila tako stara fotka, postarana fotka Tupeka Shakurja, pa je pisal Tupac downs, če bi Havertz strelil, ne. In
Definitivno, da se zdi, da Havertz je na nek način in problem in rešitev v tej ekipi. Zelo slabo varovana javnost skrivnosti, da Arsenal pač dejansko za tega Šeška je zainteresiran, jasno. Ni pa nujno, da je on lahko pač neka takojšnja zgodba o uspehu, jaz mislim, v tle, ima super predispozicije, ampak drug svet je to, ne. Tudi zadnjič je en od Arsenalovih, in mislim, da je bil Calafiori rekel, da ki je prišel v Arsenal je najprej en mesec rabo, da je sploh razumel, kaj se tle dogaja, kaj se igra, da vse te informacije, ki jih oni imajo, ne. Arteta je ekstra pedanten pa zahteven trener in treba je tudi te stvari nekako dojeti, čez njih iti in se vkomponirati v ta sistem. Tako da pasti je kakor hočeš, ne. V zadnjem času tudi ne vidimo, da bi zdaj novi igralci vstopali v to ekipo, pa bi kar nekaj nadgradili od tega, kar je že bilo postavljeno iz teh osnovnih stvari. Dober Rice je bil lan zelo dober primer. Letošnje vse te ukrepitve, ne moreš reči, da je kakšna od njih prinesla neko veliko nadgradnjo, glede na to, kaj je že prej. A misliš, da bi bilo za njega recimo v tem primeru dobro, recimo zdaj v pozimi ali pa na polet, recimo, da pride? Jaz mislim, da vsem, da bi bilo prezgodaj. Ravno iz tega imam jaz malo pomislek, ker je to vsem orang spremljeno iz takih vidikov, ki si prej rekel, priješ v res, to ni več Leipzig, pa je velik klub, pa Liga prvakov, ampak to je Arsenal, pričakuje se velike stvari, po tistem si plačali bi se ogromne odškodnine, vse je še v razvoju. Jaz mislim, govorimo o idealnem scenariju, jaz mislim, da bi bilo mečkam prezgodaj za njega še, da bi mogel še malo pokazati, mogoče to konstantnost, je pa res pol. Moraš moliti Boga, da preživiš, da si zdrav, da gre ta, vse veš, v nogometu pa tega ni, je pa lahko je jutr poškodba. Zato je meni, jaz imam sam ta pomislek, da mogoče za njega bi bilo to malo prehuda stvar, je pa res pač prebliske, pa ima, da je lahko, pokaže, da lahko, ampak da bi bilo to res v nekem tem, ker na najvišjem nivoju je pa pol to, ni zdaj, da te bomo počakali, malo se spoči, to je Arsenal, to te bojo pol, hiter si lahko pol tist, grešen kozu ali pa ne vem, plačali smo za te 780, 90, 100 milijonov. Antoni si lahko, ne, da bo bolj. Ja, lahko se ti zgodi to, Bog ne dej, ampak verjamem, da ne, ker je vsem tak talent, ker lej, ajde v Juve to ungol, komu je da ungol, ki se je stegnil, bom pa zabil. Jaz sem po intervjuju z Bašanovićem so se še potem malo pogovarjala in človek dobi občutek, da njihova agencija, da ve, kaj počnejo. Se pravi, da to doziranje in to ta previdnost pri prehodu na nek naslednji nivo dajo velik poudarek na to, ne? In zavedajo se, da še ni kompleten napadalec. In meni je bilo všeč to, ko sem ga poslušal, v kakšne podrobnosti oni grejo. Ne? Se pravi, on je rekel, Beni ima še manevrski prostor za napredek pri tem, da ko on zabije gol, njega ponese in on takrat začne teči bistveno več, kot je pa tekel prej. Rekel, mora se malo miriti, da je dal gol, super, ko Haaland in čakaš, umiren si, da se ne trošiš, da ni tu take velike potrošnje fizične in potem se to zgodi, priješ naslednjo situacijo in nisi več toliko svež, toliko zbran kot to, ampak meni se zdi ta projekt, kako imajo zastavljenega dobro, je v vrhunskem klubu, Leipzig je resna institucija, njim tudi ta odškodnina, zdaj če bi dobili 780 milijonov, ne igra, je projekt, je v klubu, ki je v vrhu Bundeslige, in sigurno bo prišla priložnost, da ko pa bo pravi tajming, da bo prestopil, lahko bi to bil že zdaj, ampak veliko stvari se mora poklopiti, lahko se zgodi, da Isak ali pa Vlahović, ki sta že bolj uveljavljena napadalca, da bi pogorela v Arsenalu, tako da garancije ni nobene za nikogar. Ja, jaz moram reči sicer, da nisem pristaš, da agenti javno razlagajo karkoli, ker mislim, da je pač nogomet rezerviran za igralce in za trenerje in da tudi igralce razvijajo klubi, ne menedžerske agencije, tako da tle pa svaka čast njim, mislim, da so pravilno izbirali, da ogromno delajo, mi je jasno, ne poznam niti tega v drobove, ampak agenti ne dajo fuzbalerju igrati nogometa.
ampak ga da igrati trener in mu to omogoči klub. In ta vloga agentov, jaz mislim, da, veš kako je rekel Brian Clough, ne, ki je bil dvakrat evropski prvak z Nottingham Forestom v 70-ih letih, je rekel Paul, ki je bil že to je zelo znana anekdota, malo floskula v Angliji, je rekel, v 70-ih letih je bil samo en agent, ne, to je bil James Bond in ta je sam ženske, ne nogometne klube. Ne. Tako da jaz moram reči na ta del fuzbala mal, ne bom rekel alergičen, ampak predvsem na javno nastopanje teh ljudi je, mislim, da, pa ne, sploh ne govorim za generalno sceno, ki je ratala taka v svetu, v končni fazi Fabrizio Romano, ki je ratal mega zvezda. On vpliva na vrednosti igralcev. Exactly, in on tudi ogromno komunicira predvsem z agenti. Ne. In agenti plasirajo zadeve v javnost, ki so kdaj v interesu klubov, kdaj pa ne. Klub ima seveda tudi vse to. Sej ti si videl pred kratkim situacijo z Garnačom pa z Mejnujem, ne, ki je prišla v javnost informacija, da bi bil United mogoče pripravljen poslušati ponudbe za njih. Ne. To klub spusti ven. Ne. To je zdaj vse toliko naštela, ne, klub spusti to ven in testira javnost. In isto agenti skozi mečejo neke bombice naokol, tipajo, delajo levo, desno. Ne. In scena je pač ratala prepravljena z milijardo nekimi interesi, ne, ki se strogo ne dotikajo samo nogometne igre. In ne vem, mogoče sem star fotar, ne, pa me to zato vodi, da je to TikTok generacija več ni takšen problem. Tako se počutim, ko ti govoriš, tako na črnem stolu vsi te gledamo, poslušajte, fantje moji, zdaj pa imam to zgodbo, tako da včasih je kar dobro poslušati, tako da se kar malo nasloniš, da fotra poslušati. Fantje, nastopil je težko pričakovan timing za vprašanja, ki so nam zastavili naši zvesti poslušalci. Marsikaj še nismo obdelali tudi v naših debatah. Ne? Ima kdo željo začeti? Začnem jaz. Mi smo se odločili takole, ne? Kar odprli se bomo vprašanja, ki jih je selekcionirala naša Eva, da ne bo kdo nas pretepil. Ja. Vsak bo kakšno vprašanje spustil v javnost. In glede na to, da se tega le nismo dotaknili, ne, bom jaz kar uporabil vprašanje, ki ga je postavil Žiga Todorović. Mnenje o Haalandovi 9,5-letni pogodbi. Ne? To smo malo izpustili skozi našo debato. Udri. Mislim, da bo zdaj to, moje mnenje je, da bo to postala praksa, predvsem iz vidika ugoditve in zadostitve finančnega fair playa, da se bo te pogodbe, te astronomski zneski amortizirali skozi leta, se tako pravilno reče. Računovodsko si se izrazil. Malo še vedno, kako se reče, zdaj gremo spet računovodski servis, fuzbal drugi del. In da bo to praksa v največjih ligah, ne pa tudi na Balkanu, kajti mislim, da če enemu našemu človeku daš pri 25 letih 9-letno pogodbo, da bi se po 3 primil založil in ostalih 6 še vlekel. Pa si zaposlen za nedoločen čas. Za nedoločen čas. To je moje mnenje. Oni so tudi, se pravi, 500 000 funtov tedensko bojda plača, ena največjih športnih pogodb v zgodovini. Še ena stvar je zanimiva, ne? Oni so, skozi se je govorili, pa ni bilo čisto javno znano, da on ima neko prestopno klauzulo. Na začetku se je celo govorilo o tem, da je aktivna samo po določenih letih, da je celo to klauzula narejena za Real Madrid, mogoče Levičar, ki ga rabijo. In tudi to so bojda zbrisali s to pogodbo, ne? In zdaj valjda so se že začele te špekulacije, koliko cajta bo zdaj rabil, da bo dal toliko pa to golov, se pravi imamo neki te mislim, da on do konca sezone že prehiti Ruda van Nistelrooya po golih, ne, v Premier Ligi, kar je ludo. Alan Shearer 260 golov, ne, Premier Liga, zgodovina angleškega prvoligaškega nogometa je pa Jimmy Greaves 357 golov, se pravi še 100 več od Shearerja. On je dejansko najboljši strelec angleške prve lige v zgodovini, ne to, kar nam pač Sky prodaja. In te so cifre dejansko do teh preostalih 9 letih in pol za njega dosegljive, kar je mogoče najbolj fascinantna stvar tega. Ne. Če sem jaz prav začunil zdaj na hiter, on med tem podcastom, ki mi tole zdaj mi govorimo, on zasluži več kot 3 evrov je zaslužil med našim podcastom. Tle mu lahko samo Etienne parira iz naše družbe. Da je kar solidno.
Imam jaz naslednjo, Zdaj. malo manj eksistenčno neodvisno. Jaka Kaplja nas sprašuje, ali je dober zgled, da naj bi 40% nogometašev v Premier ligi uporabljalo fuge. Ne, A ste vi uporabljali to med kariero? Moja edina izkušnja s fugami je iz premogovnika Velenje. Sožalje vsem svojcem, ki so imeli to včerajšnjo tragično izkušnjo v premogovniku Velenje, ne bomo se delali norca na ta račun, ampak to je bilo včasih dejansko bolj značilno za rudarje. Aha. Ker pač tobak v prepaliti ga v jami niso mogli normalno in so to ali žvečli tobak ali te fuge, je bilo bolj to premogovnik Velenje. Zdaj pa je to kar prisotno, ne, da si jo namontira noter in 20 minuta, ko že gobi United 1 ali pa 2-0, je že frcne ven in že novo izštucno, kje ne vem, nisem dal podrobnosti na to, kako, kdaj si jo zamenjajo, če že med polčasom, če že pred polčasom. Definitivno je prisotno, zdaj, da bi bilo tako hudo, zdaj ne vem, kako je tam, težko odgovorim, ampak ja, jaz se bolj spomnim, da so obstajali tudi fantje, ki so pač in tudi kadili in to, pač ja, je bilo po tekmah, ne bomo imenih, ampak je pač bilo po tušem, ker če ne veš, da lahko sprožiš tudi kakšen alarm, ne, potem mora cel štadion ven. V glavnem, ja, so in zdaj, da je pa taka prisotnost, da je praktično polovica ekipe, ne vem, ti si v Angliji igral, povej, ti imaš verjetno bolj izkušnje s tem. Dobro, jaz sicer nisem nikoli tega prakticiral. Je pa to v Angliji bilo že takrat kar razširjeno, dosti igralcev. Takrat je Gunnarsson bil glavni uvoznik vsega tega. Je zalagal ekipo s tem in ja, verjetno nekako nek pritisk, v katerem živijo in praktično zamenjajo te cigarete, nekako neopazno je dokaj, ne. Je pa res, da pač jaz vsakega, ki sem videl, ki ni premikal zgornje usnice, sem točno vedel, kaj ima, ne, tako da spet toliko skrito ni, je pa res, da je to daleč od tega, da je bilo zdravo, verjetno predvidevam, da še manj zdravo, kot karkoli drugega, tako da... Jaz vidim, to ti gre direkt v kri, ne? Ja. To je Ben Foster namreč razkril v enem podcastu pred kratkim, nekdanji dolgoletni premier ligaški vratar, ki ima svoj zelo uspešen podcast, zato je ta informacija zdaj tako javna o teh fugah. Kaj, ta nikotin te malo dvigne, verjetno, ne? Malo drugače se počutiš, malo pomiri, če si igral z United, rabiš to. To ima trojni fug. Eno tle. Se lahko je pa, zato jim je pol kar malo vseeno za te rezultate, ki jih imajo, pa tako spremljajo ta potop Uniteda. Da ostanemo na temi, Don Dado 7 nas sprašuje, koliko piv je največ spil katerikoli soigralec Šmeta, Etija ali Vidmarja na klubski žurki. Rekel bi samo za začetek, da malo razmišljate, če bi bila Arenina klubska žurka, zagotovo naš producent Aleksandar Balkovec, absolutni nesporni favorit in rekorder. Zdaj pa nadaljujemo z debato. Jaz imam svojega absolutnega favorita. Boš javno in to je igralec iz Olimpije, zelo slavnega priimka, ampak bom razpolagal samo z imenom. Se znal boste sešteti 1+1. Erik mu je ime, fant Erik. Smo ga spoznali na tvojem rojstnem dnevu, ne? Ja, moj zelo dober prijatelj. A tam je bil trezan? Ne. Sam na tehnikalije rečemo. V glavnem, fant ga nese, kaj s to mater, to mu je ena velik atribut. Poleg njegove leve noge seveda. To pije kožovna, tukaj sploh ni, ampak veste, kako je v tem fuzbalu. Ni problem, koliko spiješ, ampak junaki se vidijo potem na naslednjem treningu. Se pravi, najlažje se je razmontirati ko krava, pa ležati 3 dni doma, ampak frajer je tis, ki se ga vdesi, pa pol naslednjo jutro naredi trening. Tisti imajo pa moj velik respekt, tako da Erik, jaz te spoštujem. Imate koga? Ja, jaz bi strinjal s tabo, glih s tem, ko smo, jaz spomnim še iz časov Domžal,
To so bili res kakšni, ker točno veš, kdo je kje kaj bil, ne? In pol, ko vidiš kakšna reakcija na igrišču, je pol sam smeh, ko se zgodi kakšna žoga, ki jo fališ, in so bliže primeri. Jaz spomnim tudi takrat, ko smo bili prvaki, tisti treningi, potem zadnji teden, tisti so ponovadi zmeraj bili nevarni, a hkrati zelo dobri. Če pa grem že na enega soigralca, bom šel pa še malo bolj nazaj še v moje domžalske čase, pa tudi ne bom o priimku, bom se tako, ime mi bilo Mitja, zelo dober fant, dober fuzbaler. Ja. ETV koncev. A je v eno reklamo? Jaz se sam spomnim, da ta fant, to je pa še predtem se praktično ta žurka začela, je bilo že skoraj gajbica prazna, pa je tudi dober nesel in brez problema potem tudi naslednje dni oddelal svoje, ampak tisto sem bil kar fasciniran, glede na to, da sem šele prihajal na sceno oziroma postajal profesionalc, sem mogel tudi to videti. Ti? Pa zgleda, da je kar nekaj takih biserjev, ki zdrži vse to. Jaz ne bi zdržal takih naporov. Bi pa izpostavil mogoče malo bolj zgoden Christmas party v Angliji, ki je, takrat je nekje mislim, da je 10 dni med dvema tekmama, pa ti dajo vedno 3-4 dni, da si fraj. Mi smo tisto leto lih igrali tekmo v Boltonu, šli ven v Manchesteru, direkt iz diskoteke na letalo in v Dublin. In so bili določeni igralci, ki praktično oni 3 noči niso šli spat. Jaz se spomnim, da na letalu so bili brez problema. Pol smo prišli, nas je čakal ta party bus, pa fantje, kljub temu, da določeni so bili slabi. Če bomo samo v imenih, bom rekel Peter, zraven mene, ki je sedel, sem mu dal flašo vode, da spije, pa pravi, ne, jaz bom kar pivo naprej. Ampak je bil res že slab. In pol priješ, odložiš kovčke v hotelu, oni direkt v bar, direkt v pub. Spet tam neka svoja pravila, da moraš piti, če si desničar, samo z levo roko, če ne piješ dvojno. Tako, neko pravilo, mislim, da je bilo s prskom, če si ga imel, če ti je malo visel stran, pa si mogel eksati in iti 5 minut na zrak, čakati. Pederske. In podobno, tako. Okay. In imeli so te fore, imeli smo nek dress code, tako da je bilo kar zabavno. Nekako se je tista ekipca res naredila, team building je bil top. In jaz večer nisem več mogel, jaz sem šel spat, zjutraj na zajtrk gledam s temi 3-4, ki smo se ful družili, mi na zajtrku nobenega drugega. Smo šli preko ceste, oni so bili še vedno tam. Ampak fora je, da mi smo se tisti dan vrnili domov oziroma v Cardiff, ker smo naslednji dan popoldan imeli trening. Ne zmanjka piva, ampak pazi, fantje so ostali še eno noč določeni, ampak na treningu, kar da niso bili. To je, mislim, jaz bi pač, mene bi nesli v krsti ven, če bi nadaljeval oziroma probal nek njihov ritem držati, ampak to je, to tipi so vodnjaki. Pač oni zlivajo v sebe in res nič se jih ne prime, tako da. Evo ti primer tega, kar zdaj je ti govoril. Zadnjič decembra je bil nek intervju s Tonyjem Adamsom, se pravi proslavljenim kapetanom Arsenala, ki je tudi javno govoril o svojih težavah z alkoholizmom. In on je nehal piti ravno tik pred je Arsene Wenger prišel v Arsenal, ki je pa vse te stvari spremenil. In so imeli takrat lih to neko zabavo, to Christmas party, in je rekel, vsem bo vsako rundo spil z igrači kapučino. Tip je spil 27 kapučinov. In to je realnost, ki jo Eti opisoval ravno kar. Jaz sem za vas. Jaka Kaplja sprašuje, koliko minut na 100% bi bili zmožni dati trenutno ekipi v prvi slovenski ligi? To ni vprašanje zame. Jaz sem fanta. Ever? Na 100%. Če bi redno treniral. Zdaj ne trenira več vsak dan, ampak pa enih 75 minut bi zdržal na dobrem nivoju. 75 minut. 90 minut ostal. A si ti ful spreman, ali pa ni ga padla zdaj? Jaz sem še vedno spreman, tako da 75 minut bi zdržal. Po mojem tam 6 do 75 bi malo trpel, pol bi se pa po mojem kar zlomil. Ampak bi, lej.
Denis, sodnikov podaljšek bi zdržal. Jaz glede na to, da izhajam iz branilskih vrst, odvisno kako visoko zadnjo linijo bi imela moja ekipa. Na Barceloni ta sistem izredno visoke zadnje linije, verjetno 20 minut. Zgolj, če bi pa nek tak prijeten bunkerček, udri ne daj, pa bi en polčas bi zdržal. No. Ja, Vidmar bi verjetno podaljške bi zdržal ne na golu. Jaz sem bil lahko pizdil na vrst, tako da to je ta lista, tako da pizdakanje pa to bi šlo. Sam odvisno, koliko bi ekipa oblegala vrate, ti več kot 15 izpodsavan žoge iz peterca ne zmoreš. Ja bi bil ura, veš, ki bi štopar ven izbil. Jaz ne bi bil ta štopar. Ti bi prišel do penalov, ne? Ti bi prišel do penalov, tako da jaz bi dal... Ti si še aktiven, ne, tako da te vzamem, ampak koliko igra ta fuzbal zdaj po koncu karijere? Neč. 0, a? 0. To zelo pogosto se mi zdi zgodi, ne? Mislim, so primeri, ki imajo te rekreacije, pa to ne, zelo fanti radi, ampak jaz, evo, včeraj sem imel to temo griženo spor, pogrešaš kaj to. Iskreno, itak, tako smo se že pogovarjali, obkrožen si z nogometom v takšni in drugačni obliki, živiš, dihaš ga na drugačen način, neki novi izzivi so pred tabo, je ful dober, ampak da bi ga pa prav tako pogrešal, a pa da bi kaj obžaloval. Dosti ga igral v lifeu, ne? Ja, in je tisto, pozabiš, pač greš čez to. Mogoče kakšno prvo leto je tisto, malo še, ampak da bi ga pa... Kaj se je pa pri meni zgodil? Pri meni se je pa zgodil, da se mi je zgadil, ampak dobesedno zgadil fitness in tek. Se pravi, to je bilo toliko tega, neki fitness, neki tek, to grozno, prav odpor in do enega in do drugega, dober tek tudi zaradi malo vseh težav s tetivo in to, ki me pol še 3 dni boli, če bi zdaj šel neki laufat, ampak fitness, da bi zdaj tam neki kvihtal, tako kot tale naš Vidmar stari, ki se tam neki forsira, pa kvihta, pa grozno. Ja, se mi vidi na bicepsu, sem mljaha od cev, ampak stari. Imaš po druge prednosti. Imam po druge prednosti, pa teniški komovček se že rahlo tlele izoblikuje. Pedalski komovček, več ful lahko uporabljaš. Ja. No, če smo že glih pri tem, še eno vprašanje, bom jaz na hiter. Krištof Gačnik sprašuje, če so zgoraj nomari pokali tvoji. Ali sam ti sle Heinekenova žoga, da si jo na kakšnem eventu? Moja Heinekenova žoga. Kaj si največ spil, mogoče dobu? Moja Heinekenova žoga, drugače pa od mojih pokalov, ki so sicer v Velenju, je športnik šole. To sem bil. Osnovna šola Gustava Šiliha, športnik šole, ter... A to si večkrat usvojil, samo enkrat? Ja, enkrat na koncu, ne veš, pol leta, sem mislil, da lahko vsak let osvajaš. Verjetno malo učencev. Malo učencev, da bi on športnik leta, to je veš, ker je samo en razred, pa 6 jih je noter. In to je to. To in... še za neke dosežke, ne vem kaj, ampak drugače imam pa veliko medalj iz krosa in skoka v daljino. To je moj tale izkupiček iz mojih dni, pa odbojka, fuzbal, tu pa tam še kaj in to je pa to. Kje si ti zelo fuzbala? A ne? Vidmar, prej si rekel, da si lih ženo govoril od fuzbala. Jaka Kaplja, ta zgleda, poslal kar nekaj vprašanj. Na kakšen način ženske oziroma žene vplivajo na kariero športnika, nogometaša? Pa mogoče, ki si ti prej omenil. Ja, meni osebno pač zelo velik vpliv ima, v smislu pač, da je nek support, mora biti tudi naporno, predvsem za to, jaz sem sicer sam za kratko to občutil, pol leta v tujini, jaz si ne znam predstavljati, kako mora biti to naporno tudi za nekoga, ko gre v tujino za več časa, da je dlje časa tam, da se njegova družina tja preseli, da je to nek nov začetek, ti se podrediš svoje življenje nekomu, da greš ven, da v bistvu pustiš svojo kariero ali pa svoje neke ambicije na strani in jaz, kar zdaj opažam, je dosti tudi nekih nesoglasij ali pa nesporazumov potem po karierah pride do tega, ko v bistvu se zadeva ustavi, ko ti končaš, skozi doma. Pa si skozi doma, ti ne veš, malo si nesrečen, ne veš, kaj bi, novi cilji pa jih ne najdeš, ali pa neki te ne izpolnjuje tako, kot bi hotel. Na drugi strani pa tudi nekdo, ki je bil celo življenje ali pa cel del te tvoje kariere s teboj, bil tvoj support, bil zraven, imel družino s tabo, potem pa tudi on v bistvu se čuti nekorist, ker nima več tega in plus nima svoje kariere. Zato je bilo recimo v mojem primeru ful važen
pa sem srečen po tej strani, da sem imel to možnost, da sem nekako izsanjal to Olimpijo, doživel to Olimpijo, osvojil, da sem bil v Sloveniji, da so moji otroci zdaj zrasli, da je moja partnerka, moja žena tudi svojo kariero začela in da ni bila odvisna od mene in v smislu, da sem bil jaz nek support, koliko je bila zdaj pol ona meni po karieri in v bistvu ona ni imela niti toliko časa se z mojimi problemi, ker če ne pa le hitro se tle pride do teh problemov. Tako da jaz iz svoje osebne izkušnje pač res mora biti neko vzajemna stvar in res mi je pomagali. Je pa lej, evo zdaj Pep se ločuje. Smo videli, kako je, če smo že glih pri teh. Dobro si ubacil to temo. Ja. Moje naslednje vprašanje se navezuje ravno na to temo. Ravno na to temo, kajti Krištof pozna razmere v Liverpoolu, na ulicah Liverpoola in je za Tineta zastavil vprašanje, koliko razgaljenih punc je Tine videl v Liverpoolu po mestu med tem, ko je bil zunaj mraz. Ja. Raj razgaljene punce gledam ne po mestu, ampak v sobah, kjer je toplo. Za začetek. Ja, tam je kultura drugačna. Tam vidiš ljudi v kratkih hlačah decembra. Jasno, da... Se zute pete. Da, Eti ima več izkušenj zagotovo z videnjem tega, tako kot jaz. Ampak ja, oni se napravljajo čez drugačnih nezebe. Te punce so pa jasno. Dotle pa dotle, vse ostalo je odkrito. Moram reči, da kaj je bilo zanimivo, sem bil zdaj v Liverpoolu res dolg časa, da je bil mest relativno prazen, tudi tako ob večernih urah. Dam primer, recimo ob našem prejšnjem popotovanju po Angliji smo bili v Newcastlu, ki je znan kot ekstremno party mesto, tlele gospod Žekima, študentsko mesto, ki je malo oddaljeno, se pravi neka država zase, tam zvečer kaj vidiš. To pa priporočam vsakmu ljubitelju nočnega življenja, da to doživi, ker to je pa brutalno, to je pa vse na pol nago, to je itak, kar tudi Krištof ve, kot kaže, se zaveda in pač polno mesto, vse žubori, svrči, ful so odprti, prihajajo do tebe, se pogovarjajo, skratka, Anglija je, kar se tega tiče, drug svet, če kdo spremlja angleške medije, videl okoli Božiča, da te malo bolj tabloidni cajtangi sam tekmujejo potem, kdo bo slikal v miničih, ki se valajo po tleh na pol pijane po ulicah. To je pač tam del vsakdana. Imaš še ti kakšno za nas? Si vse pokuril? Čakaj, enega, mislim, da sem se še shranil. Ampak smo že šli malo ven iz Magdič 17. Koliko penalov od 10 bi Nejc branil in meni in Denisu? Zdaj, predvidevam, da zdaj, po karieri. To moram zdaj jaz odgovoriti. Ja. A si šlo vržeš tako? A si čakal strelca ali si izbral stran? Odvisno. Evo, to je spet, včeraj je bila čistilna akcija. Kje je bil to pogovor? Ne, slike sem gledal in take ste in pol vidiš in najdem... A to doma? Najdem doma... Pa si ženo ubil s tem? Ne, bil sem nek tamalico hodil pokazati. In najdem neko beležko, kjer sem še pred, takrat 2008, 2009, 2010, ko sem praktično začenil v članih, sem najdel beležko, ko sem si pisal strelce, penalov, tudi ne vem, če nisi bil glih tudi ti med kakšnimi, kam kdo kaj strela, pa če prednost, zdaj imaš itak te instate, ne vem kaj, in se ti samo naredi. In ja, sem kar to analiziral, neki penalov sem odbranil. Samo koliko bi jih branil meni in Denisu? Denis bi jih 4 falov, 4 bi falov, 2 bi mu branil, ne, 4-5 bi mi jih dal od 10. Ti bi mi pa, ja, ti si pa malo... 10-10 bi. Ne, 10-10 ni variantno. Ne, z desno, ne, zdaj me boli nekaj. 10-10 ni šans. Ne bi se odrinil do vratnice, pa ni šans. Ne, dal bi mi mogoče 7-8 mogoče. Mislim, da pod 9 ni šans, ampak jaz sem prepričan v desetko sem prepričan. Naslednjič prosim naše sodelavce na areni, da tle naštimamo nek gol in da ta izziv konkretiziramo. Ja, jaz dam Vidmarju 5, pa star, jaz nabasam ti dam 5 komadov pizane. No dobro, tudi to napišemo, da bo še pihal bo.
Ne, veš Pa kaj, penali jaz bi zraven. upalil Bruna Fernandeša, ne? Jaz bi te čakal, gledal, hop, poskočil in bi sam te sami ti pošiljal levo, desno, ker glede na to, Ker si bil znan potem. ne predvsem to. eksplozivnost, ki jo trenutno premoreš, mislim, da ti se ob stativo ne moreš stigniti. Lej, pustimo se presenetiti, mogoče pa uresničimo ta izziv. Glavno, da je že žena mogla imeti to debato včeraj. Zato je pomembno, da je Sandra, dosti pohvalil, Sandra. kakšna podpora. A se razume v fuzbalu, ona drugače? Kaj? Te sprašuje, ki je v fuzbalu, tako jo zanima. Mislim, da bi zdaj prav sprašvala, ne, ampak na začetku je bilo res, ni bilo praktično tekme, ki bi jo spustila, pa so bili otroci, ampak tudi takrat je bilo. Tako da, po mojem, vsi bi še ti takrat član Olimpije, po moje Lovoriko, ki smo osvojili v Kopru, pokalno je prišla par mesecev potem, ko je rodila ta malega, tako da je bila res support in res. Kot tvoja pa športnica, ne? To tudi verjetno pomaga v nekih stvarih, ne? Sigurno je pomembno, ker vpliva na te na igrišču, normalno, da imaš doma pošimane stvari, da ne se prej omenil recimo tujino, ne. Ženske kar naenkrat morajo nekako pustiti svoje sanje, iti s tabo, zamenjaš praktično vse, se pravi, si med novimi ljudmi v novem mestu, se moraš nekako prilagoditi, dokaj osamljene so nekako, zdaj zapolni tisti čas, ti si dosti odsoten, ne. In pa tudi vsak dan verjetno jim ne paše samo, ne vem, pa hoditi po trgovinah, pa v fitness, oziroma to, kar si ljudje predstavljajo, da je njihovo življenje, ne. In definitivno. Drugi signal, da zaključujemo. Definitivno. Kaj ti govoriš? Ja, to je res. Trajnik, ki Premalo je nas spil. zaključuje. Ja. Že ne pijem. Seveda pomagajo. Jaz bi rekel samo to, da meni je največje veselje na svetu, da moja žena nima pojma o fuzbalu, da ona ne reče Mbappé, ampak reče Mbapa. In da me je zadnjič enkrat, ko sem gledal doma po televiziji, imel prežgan Olimpija, bravo, prišla mi in pa rekla, zakaj pa Olimpija igra z Brazilijo. Tako da jaz moram reči, da sem tega najbolj vesel, ko domov pridem, da me noben ne vpraša, kaj so problemi Manchester United. Se nobene gnjavi s tako težkimi vprašanji, kot te gnjavim jaz. Ampak tebe imam na drugačen način. Ampak teh vprašanj pa ne boste slišali ta konec tedna, kajti pozornost bo več ali manj posvečena drugo- in tretjorazrednim športom konec tedna, tako da mi se vidimo spet prihodnji teden. Hvala in se slišimo. Ja.